Zadnja tekma 19. kroga prve lige je potekala v Ljubljani, kjer je domača Olimpija pričakala nogometaše Gorice. Prva tekma 4:1, druga 3:0 za Olimpijo in letos kar 7:1 v golih za Ljubljančane, ampak Gorica je igrala dobro, še posebej na drugi tekmi, tokrat prva akcija za Šporarja, ki je nekoliko zgrešil. Potem velika priložnost za Burgića, ampak izjemna obramba še lige, še en kot za Goričane, streljal je Kavčič in še ena dobra obramba domačega vratarja. Kot naslednji je za Olimpijo poskušal Miha Zajc, to je bil dober strel, veliko dela za vratarja Sorčana. Lepo si je pripravil strel Miha Zajc, dobro meril, ampak Sorčan se je izkazal in žogo uspel izbiti v kot. Goričani so dobro stali na igrišču in imeli nekaj priložnosti po protinapadih. Tole je bila ena izmed akcij za Goričane. Po napaki obrambi Olimpije je sam ostal Đusdanović in takole lepo premagal vratarja Šeligo za prednost. Gorice v tem prvem polčasu 0:1. Tekla je 28. minuta, gol za Goričane in hladen tuš v Ljubljani za domače nogometaše. Včeraj je Maribor izgubil 2 točki proti Zavrču in Olimpija je imela lepo priložnost, da prednost tudi poviša na velikih 9 točk. Ampak Olimpija je kmalu prišla do zaostanka. Takole so zahtevali 11 metrovko, po morebitni igri Gorice v njihovem kazenskem prostoru ni je bilo. V drugi polčas je Olimpija krenila odločno, prvi je streljal Šporar za nekaj centimetrov mimo. Še ena kombinacija Ljubljančanov, žoga pred vrata Klinarja, Šporar si je pripravil strel na pravem mestu, pa odlični Sorčan. Potem akcija Goričanov, nevaren protinapad, potegnil je Širok, podal pred vrata, tokrat so gostje zahtevali 11 metrovko, katere tokrat ni bilo. Do konca dvoboja pa pritisk Ljubljančanov, prva kombinacija že pred vrati, ko je streljal Ontivero in nekoliko zgrešil, visoko čez gol je meril rezervist, ki je vstopil v tem drugem polčasu. Kombinacija Goričanov in prečka je rešila vratarja Šeligo, Johnson je meril od Kelharja, pa je žoga končala v okviru gola Ljubljančanov. Nekaj sreče za Olimpijo, ki je s tem ostala pri živih. Napad za Ljubljančane, nevaren strel Mimuna, ki je prišel v igro v tem drugem polčasu, lepo si je pripravil prostor, meril in izjemna obramba Sorčana, ki je še enkrat rešil Goričane. Potem še vratnica Kronavetra, nevaren strel po prekinitvi gola tokrat ni bilo, nekaj smole za Olimpijo in nekaj malega sreče za Goričane. Še enkrat je streljal tudi Šporar, po strelu z glavo, nevarno, ampak izjemna obramba vratarja mlade reprezentance. Potem pa še sodniški podaljšek in gol za Gorico, 0:2. Cvijanović je bil sam pred vrati, lepo mu je žogo namestil Miran Burgić in Goran Cvijanović je povišal prednost severnoprimorcev na 0:2. Tekma je bila odločena, Gorica je dosegla prvo zmago letos proti Olimpiji, tole pa je bil še tretji poraz za Ljubljančane pred domačimi navijači in še četrtič letos so ostali brez danega zadetka na tekmah prve lige. Trikrat doma 0:2 proti Domžalam, Zavrču in zdaj še proti Gorici, prednost na prvem mestu pa je še vedno lepa, pred Mariborom imajo še vedno velikih 6 točk prednosti. Izjemen zaključek Cvijanovića za povišanje prednosti in s tem tudi odločitev tega dvoboja. Ja, nič naprej, čestitke Gorici za zasluženo zmago, dvakrat so zadeli, mi smo bili danes zelo neprecizni, preveč na silo, 12 strelov s kota, nismo znali izkoristiti tega pritiska, zelo slabo smo dali predložke in bili v zaključnih strelih nenatančni in normalno, da potem tako tekmo izgubiš. Gorica je igrala dobro, pametno, gremo dalje, že v sredo nova tekma. Ne, fenomenalno, mislim, da smo res odigrali danes eno zelo dobro tekmo proti dobremu tekmecu. Mislim, da smo jih dobro zaprli, da smo res delali dobro defenzivo in bile so tudi težave, vendar je bila tekma odigrana na
visokem nivoju z naše strani. Mislim, da smo si zaslužili po prikazanju.